Lep pozdrav vsem skupaj, Aleksandar Šinigo je tukaj, ustanovitelj 5-tier coaching sistema in danes imam za vas 3 skrivnosti uspešnih coachov. Ko sem jaz začel se ukvarjati s coachingi in predavanji in pomagati ljudem, v resnici nisem točno vedel, kaj je tisto, kar je naredi coacha uspešnega in sem naredil ogromno napak, za katere bi rad, da jih ljudje, ki bi radi postali coachi, ne naredijo. Začel sem tako, da sem v resnici pomagal Tony Robbinsu na njegovih delavnicah in tudi postal senior leader, da sem 10 leto že asistent pri dr. Richard Bandlerju, soustanovitelju NLP-ja in da v resnici učim coaching in učim NLP in učim hipnozo in pomagam ljudem, da dobijo papirje in certifikate, da dobijo vse tisto znanje, ki ga potrebujejo. Vendar ogromno ljudi opažam, imajo vse znanje, so pripravljeni, trg jih rabi, povpraševanje je res veliko, vendar ne naredijo potrebnih korakov, ne naredijo korakov, zaradi katerih bi lahko postali neverjetno uspešni coachi in bi lahko dejansko to bila njihova kariera. In če bi radi bili coachi, če bi radi zgradili vaš coaching posel, vas vabim, da poslušate in greste skupaj z mano skozi 3 pomembne skrivnosti, zaradi katerih v resnici coachi postanejo uspešni. Če bi radi bili uspešni coachi, je pomembno, da razumete in obvladate seveda te 3 skrivnosti. In prva skrivnost, ki je neverjetno pomembna in vam bo koristila, če boste začeli postavljati svoj coaching posel, je ta, definirajte vašo nišo, definirajte, kdo je vaša ciljna stranka. Kaj je napaka, ki ljudje danes počnejo? Napaka je ta, da želijo pomagati vsem ljudem, da želijo v resnici biti coachi za vse, svetovalci za vse, terapeuti za vse. In težava je ta, da ko počnejo to, da hočejo biti ljudje, ki bojo vsem pomagali, da v resnici ne pomagajo nobenemu. Da ljudje, ki jih v resnici želijo slišati, jih ne slišijo, ker je njihovo sporočilo preveč razpršeno. Če bi radi bili uspešni coachi, če bi radi bili uspešni terapeuti, če bi radi pomagali ljudem, rabite definirati svojo nišo, svojo ciljno publiko in tej publiki potem tudi komunicirati. Ker boste to naredili, boste lahko naredili velikanski preboj v vašem poslu. Jasnost komunikacije vam bo pomagalo seveda to, da boste kasneje s to jasnostjo se dotaknili ljudi, boste lahko nagovorili njihove probleme, boste lahko v resnici v marketinških kampanjah nagovarjali stvari, ki jih ljudje potrebujejo. Naslednja skrivnost, ki je neverjetno pomembna, je ta, da v resnici danes ljudje prodajajo coaching na uro. In kaj je ta težava? Ta težava je ta, da včasih potrebujete 2, 3, 4 ure in v resnici, ko ste 1 uro prodali, morate še 1 uro, pa še eno uro. Zaradi tega je toliko pomembno, da naredite pakete, ki niso samo paketi sodelovanja z toliko urami, temveč da date zraven še določene bonuse. In bonus je lahko en digitalen produkt, ki ste ga naredili. In pomembno je to, da ti bonusi, ki jih naredite, ti bonusi, ki jih pripravite, odgovarjajo na en pomemben ugovor, ki ga ima vaša stranka, da odgovarjajo v resnici in rešujejo en pomemben problem, ki ga stranka hoče rešiti. In s tem, ko to zapakirate v en poseben paket in date seveda neko določeno vrednost temu paketu, naredite to unikatno. In kako to naredite unikatno in vabljivo, seveda je, da v resnici dodate določene besede, ki so besede, s katerimi bo se vaš produkt ali pa storitev tako pozicionirana, da ne bo imela konkurence. Jaz v resnici verjamem, da nimate konkurence, da nihče nima konkurence, temveč da mi v resnici smo unikatni sami po sebi. In isto moramo narediti za naše produkte in storitve. Vi rabite narediti vaš produkt, vašo storitev unikatno. In s tem tudi lahko naredite hitrejši preboj in seveda hitrejši premik od coachi. In tretja stvar, in tretja skrivnost, katero bi danes rad govoril z vami, je to, kar se mi zdi neverjetno pomembno, vi kot coachi se rabite naučiti prodajati, brez da bi prodajali. Če pogledate, jaz danes v resnici vam nič ne prodajam, vas učim, kar je pomembno in hkrati zbujam zanimanje in interes, da mogoče boste nekaj od mene hoteli kupiti. In zaradi tega je tako pomembno, da se kot coachi naučite pravilno komunicirati
brez da sploh prodajate in v resnici na nek način prodajate, ponujate, dajete stvari, ki so za ljudi pomembne. In ena izmed stvari, ki nenehkrat ponavljam, je ta, ljudje nočejo kupiti vaših coachingov, ljudje nočejo vaših CD-jev, ljudje nočejo nič od vas, razen rezultata, ki ga obljubljate, da boste z vašimi produktami in storitvami pomagali doseči. Če bi se radi naučili več o teh skrivnostih, če bi radi več o tem izvedeli, vas vabim, da se prijavite na delavnico,